Dober dan. Lepo pozdravljeni na današnji težko pričakovani tiskovni konferenci. Danes je dan za predstavitev novega predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kasneje pa bomo predstavili tudi čakalne dobe. Torej, ministrica, prosim za besedo. Hvala za besedo. Prav lep pozdrav tudi v mojem imenu vam vsem. Lahko povem, da danes z velikim veseljem naslavljam vas in vse državljane Republike Slovenije, da smo po 24 letih v bistvu dobili nov predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki bo sodoben, nov in ki bo seveda zagotavljal tudi dolgoročno stabilno financiranje. Naj povem, da je danes vrh koalicije podprl ključne rešitve, ki jih prinaša ta predlog zakona, ki je pripravljen v skladu z koalicijskim sporazumom na osnovi analize in strateškimi cilji, ki smo si jih postavili do leta 2025. Poleg tega predloga zakona naj v uvodu vseeno povem, da na ministrstvu že od začetka mandata delamo tudi številne druge ukrepe, kajti tako imenovana reforma, ki jo vsi tako zelo radi uporabljajo ta izraz, je v bistvu sestavljena iz 3 sklopov sprememb. Prvi sklop je, da delamo ukrepe in krepivo preventivo, ker je to najboljša dolgoročna investicija. Hkrati pripravljamo, delamo ukrepe in jih bomo tudi še v bodoče, ki bodo prinesli izboljšanje uspešnosti zdravstvenega sistema ali, če hočete, da bomo še učinkoviteje uporabljali že sedanji denar, ki ga dajemo v zdravstveni sistem. In seveda tretji sklop ukrepov pa so predlogi sistemskih zakonov, ker kot veste, je še vedno večina zdravstvene zakonodaje iz davnega leta 1992. In prav to je zakon, ki ga bom v nadaljevanju na kratko predstavila. Najprej pravice oziroma košarica pravic. S predlogom zakona uvajamo pregledno in natančno določeno košarico pravic. Naj povem, da jih ne zmanjšujemo. Realiziramo tudi ustavno odločbo, s katero je ustavno sodišče povedalo, da morajo biti pravice določene v zakonu in ne v pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih pripravlja, sprejema Zavod za zdravstveno zavarovanje, kot je bila to praksa do sedaj. Prav tako podrobne definiramo postopke uveljavljanja zdravstvenih pravic, čemur danes ni tako. Ukinjamo doplačila za pravice iz košarice obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da bomo vse pravice imeli označene oziroma 100% krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne tako kot danes, samo v določenih odstotkih. V zakonu predlagamo poenotenje bolniških nadomestil. Ohranjamo 100% nadomestilo za poškodbe pri delu, poklicne bolezni, darovanje delov človeškega telesa v korist tretje osebe, zdravljenje posledic dajanja krvi in delov človeškega telesa. Za vse ostale primere znaša višina nadomestila 80% osnove. Veste, da je sedanji sistem dosti nepregleden,
da smo imeli dve različni stopni, da je ZUJF te stopni spremenil s tem predlogom zakona, pa jih poenotimo na 80%. Predlagamo tudi časovno omejitev pravice do denarnega nadomestila, kajti moram povedati, da smo edina država v Evropski uniji, ki ima neomejeno čas trajanja bolniškega oziroma denarnega nadomestila za čas bolniške. Prav tako postavljamo minimalne zneske bolniške, ker vemo, da danes nimamo spodnje meje, in prav tako tudi maksimalni znesek, kar tudi danes ni urejeno. Hkrati definiramo tudi storitve, ki niso v košarici pravic. Vemo, da je danes to bilo narejeno v pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja. Gre za storitve estetskih operacij, raznih socialnih storitev, medicine dela, prometa, športa, raznih metod alternativnega zdravljenja in podobno. Na področju zavarovanih oseb je kar nekaj sprememb. Ugotavljamo, da so bile definirane te osebe iz leta 1992 in so seveda današnjemu času neprimerno definirane. Zasledovali smo cilj, da v obvezno zavarovanje vključimo vse osebe v Republiki Sloveniji. Zagotovili bomo tudi obvezno zavarovanje za vse otroke v Republiki Sloveniji, čemur danes ni tako. Potem omejujemo zavarovanje partnerjev. Mi smo tudi edina država, ki zelo širokogrudno opredeljuje vzdrževanje oziroma status vzdrževanih družinskih članov. V sedanji zakonodaji imamo 25 različnih statusov, medtem ko z novim predlogom opredeljujemo 12 statusov. Ukinjamo tiste statuse, kjer praktično ni bilo nobenega zavarovanca ali mogoče ena ali dve osebi. Nadalje vpeljujemo in nalagamo Zavodu za zdravstveno zavarovanje, da opredeli tehnične standarde materiala in medicinsko-tehničnih pripomočkov. Prav tako tudi kot plačniku storitev nalagamo, da stalno posodablja obračunske modele in pa cene plačevanja zdravstvenih storitev. In uvajamo pri tem zelo pomemben element, to je element merjenja kakovosti zdravstvenih storitev. Prav tako so kar pomembne spremembe pri načinu splošnega dogovarjanja. Kot ste sami že lahko prebrali, je analiza ugotovila, da je splošni dogovor tak, kot je danes v tej obliki preživet, predolgotrajen, preveliko partnerjev, zaradi tega ga v bistvu nadomeščamo s programom izvajanja zdravstvenih storitev. Okvirni program pripravi Ministrstvo za zdravje za najmanj 2 leti, pri čemer upošteva potrebe prebivalstva in pa seveda tudi prioritete. Zavod pa v bistvu dobi naloge in funkcijo aktivnega kupca. In še na kratko področje financiranja, ki vas mogoče najbolj zanima v tem kontekstu. Z Ministrstvo za finance in se ji ob tej priliki zahvaljujem kljub trdemu pogajanju za to, da je imela posluh in tudi razumevanje za potrebe financiranja zdravstvenih storitev, da sva lahko dosegli praktično konsens na vseh točkah, kar je zelo pomembno.
Gre predvsem za to, da bomo zdravstveno blagajno razbremenili tistih izdatkov, ki tja ne sodijo. To so izdatki, ki sodijo v plačevanje državnega proračuna, to je financiranje pripravništva, sekundarja, terciara 1 oziroma znanstveno-raziskovalnega dela. Prav tako bo to zagotavljalo, da se bo povečal v strukturi financiranja delež iz proračuna, kar bo pomenilo, da bomo zagotavljali stabilnejše financiranje. Povečujemo solidarnost pri zbiranju sredstev, pri čemer upoštevamo dohodkovne zmožnosti prebivalcev na vse prihodke. Poenotili bomo 11 prispevnih stopenj, ki jih imamo danes, v bistvu na 2 in eno upokojensko. Torej ohranjamo prispevno stopnjo delojemalcev 6,36 in tukaj se ne spremeni ničesar. Enako tudi pri prispevni stopnji delodajalcev 6,56 in tukaj se v bistvu po vsebini ne spreminja oziroma dodatno ne obremenjuje. Skušali smo maksimalno poenotiti tudi številne osnove. Izenačujemo osnove tudi z zakonom o invalidsko-pokojninskem zavarovanju. Uvajamo posebno prispevno stopnjo za upokojence, ker kot veste, imamo sistem neto pokojnin. Prispevek za zdravstvo za upokojence plačuje državni proračun v višini 5,96 in s tem predlogom zakona povečujemo to stopnjo na 6,56. To bo seveda plačeval v imenu upokojencev državni proračun. Nadalje, glede dopolnilnega zavarovanja, to zavarovanje se ukinja in sicer na način, da se uvede obvezno zdravstveno nadomestilo, ki se bo plačevalo po solidarnostnem principu. Osnova bodo tako bruto dohodki, tako aktivni kot pasivni. To bo služilo za razvrstitev zavezancev v določeni razred, pri čemer bodo približno 80% vseh prebivalcev plačevali manj, kot je pa danes dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tako na primer bo oseba, ki bo razvrščena oziroma do višine minimalnega dohodka, to je bruto znesek 792 evrov, plačevala na mesec 20 evrov. Je 7 stopenj, 7 uvrstitev različnih, najvišji razred, mislim, da je 75. Tako da dejansko razbremenujemo v tem delu tiste osebe oziroma prebivalce, ki so dohodkovno šibkejši. Glede 75 evrov na mesec. Še na kratko in bi potem s tem zaključila, glede samega statusa Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kot sem že povedala, dobiva vlogo aktivnega kupca, s tem pa seveda tudi odgovornosti in naloge. Spreminjamo organ upravljanja, bodoče ne bo več skupščine, podobno ali pa vzoru, če hočete, tudi Zavoda za invalidsko pokojninsko zavarovanje. Imel naj bi svet, sestavljen iz 9 članov, kjer bi bili predstavniki seveda zavarovancev in pa
torej 5 predstavnikov zavarovancev in pa 4 predstavniki delodajalcev. Toliko mogoče bi za uvod te ključne rešitve. Koalicija oziroma vrh koalicije si je vzel še 10 dni časa za to, da pregleda posamezne člene, vendar kot sem dejala, z vsemi temi predlogi, ključnimi rešitvami je se strinjal in v tem delu dal zeleno luč. Naj povem, kar je pa tudi še zelo pomemben podatek, da na ta način bo prišlo v zdravstveno blagajno do leta 2022 dobrih dodatnih 300 milijonov evrov denarja. Ministrici, najlepša hvala. Dovolite, da vam, preden začnemo z novinarskimi vprašanji, predstavim tudi vodje delovnih podskupin novega predloga zakona. Na vaši skrajni desni magister Elda Gregorič-Rogel, potem Tanja Mate in ob meni magister Vlasta Kovačič-Meška. Prosim, da se pred vprašanjem predstavite. Nina, na vse izvolite. Omenili ste 5 prispevni stopnje, ostajata enaka za delodajalce. Omenili ste 2 prispevni stopnji, za delodajalce in delojemalce pa ostaja enaka. Kakšna bo torej za preostale? A bo taka tudi za kmete in ostale kategorije današnje samozaposlene, na primer, in pa še zanima me pri bolniških nadomestilih, na koliko časa bodo omejena, kakšno bo minimalno nadomestilo, kakšno bo maksimalno nadomestilo v znesku? Začnemo od zadnjega konca naprej. Glede nadomestilja, kot sem že rekla, smo edina država, ki imamo to bolniško nadomestilo neomejeno. In srečujemo se s primeri, da imamo torej bolniške tudi po več let. Normalno in primerno je, da dejansko osebo, ki je bolna, se pač po nekem določenem obdobju ugotovi, ali je bolna in se, bi rekla, njen status preide v nek drug status, ali je to, ne vem, pokojnina, ali pa se ga usposobi zdravstveno, da se lahko reaktivira. Tukaj smo šli po vzoru nekaterih drugih držav. V predlogu je, da dejansko omejimo na 1 leto, seveda z neprekinjenem delu oziroma da je možnost tudi 18 mesecev v 2 letih. Glede nadomestila, kot sem rekla, je minimalno nadomestilo, kjer danes nimamo sploh ni spodnjih in zgornjih mej, kar je za mnoge tudi slabo. In sicer je minimalni znesek 80% minimalne plače, po predlogu govorim, in pa maksimalni znesek 2,5-kratnik povprečne plače. Tako da bo, bom rekla, to naprej znano in merjeno. Ja. Prosim, glede prispevkov. Omenili ste glede prispevkov. Aha, glejte, prispevki ostajajo enaki, torej da ne bi, torej za delojemalce in delodajalce v glavnem ostajajo vsi enaki, recimo omenili ste kmete, ja, ugotovili smo, da imamo v sistemu 1108 kmetov, ki dejansko ne plačujejo, niso v sistemu, ampak morate vedeti, da prispevek delodajalca za kmete plačuje državni proračun. Tako da velika večina teh poenoten stopenj, tako kot za upokojence, bo bremenilo državni proračun in ne, bom rekla, fizičnih oseb, razen nekaj izjemnih primerih, kjer je pa bilo dejstvo, da danes niso prispevali kljub temu, da imajo zagotovljeno enako košarico pravic. Lahko prosim poveste glede dajatve, kateri dohodki bodo, do katere višine in po razredih, in koliko bodo potem te dajatve po posameznih razredih? Rekli ste, da je 7. Hvala. Predlog je, zdaj, gledajte, to, kar smo mi predlagali, kar je koalicija, ker sem to tudi predstavila,
se strinjala, podpira to, celo pozdravili so, da je zdaj vključena tudi neka večja solidarnost, in sicer je zadeva taka, da do višine minimalne plače 20 evrov na mesec, potem do višine 75% povprečne plače 25 evrov, pri povprečni plači 27 evrov, potem od 100% do 200% povprečne plače 29 evrov, 2- in 3-kratnik povprečne plače 45, 300% povprečne plače do 500% 55 evrov in nad 500% povprečne plače 75 evrov, pri čemer je povprečna plača, ta zadnji podatek, 1552 evrov. Če se ne motim. Lepo prosim, če ena, kar težko. Prosim? Približno enako, ker smo, bi rekla, težili k temu, ne, da se to. Helena, prosim. Mogoče, ja. Ne, hotela sem to dodati, ne, pa mogoče prav, da povem, bo verjetno kdo spostavil glede vprašanje teh zavarovalnic, ki bi rekla danes tržijo dopolnilno. Prej sem omenila, da bo zavod imel nalogo, da postavi tudi tehnične standarde in normative materijala in medicinskih pripomočkov. Nadalje bo možnost tudi nadstandardnih storitev in tukaj bo dovolj prostora, pa še dolgotrajna oskrba bo v zelo kratkem tudi prišla s predlogom zakona in tako naprej, tako da bodo lahko tudi zavarovalnice našle svoj prostor za res prave zavarovalne produkte, ki jih bodo pač tržile tisti, ki si bodo želeli zagotavljati nadstandardne storitve oziroma materijale. Če bi mogoče lahko vprašali, Ja. Zdaj, ali predvidevate, da bo ta prehod postopen, ali bo to recimo naenkrat, kdaj? Potem me zanima, koliko bo v bistvu vsega skupaj šlo iz proračuna. Zdaj, rekli ste 300 milijonov pač ta prenos obveznosti, potem se bo plačevalo za upokojence, kmete, mogoče še kaj, tako da, kako imate to tudi recimo po obdobju nekako vse? To je predvideno, da bi se nekako v 4 do 5 letih prenesli na proračun, glavnina učinka ne bi bila v letu 2018, seveda, če bo zakon sprejet, do konca letošnjega leta. Za dopolnilno, mi smo seveda tudi za finančno upravo Republike Slovenije predvideli tudi način administriranja tega nadomestila, ker je predvidena odločba na osnovi vseh teh letnih bruto dohodkov in pasivnih dohodkov. In predlog je, da ne bi v bistvu to nekako sredi leta 2019 bil, ampak to pač enkraten prehod. Ja, ker veste, to nadomestilo je tako kot dopolnilno, a ne pravica in obveznost mesečna, kot prispevek. To obdobje prehodno je bolj zaradi tega, da se pripravijo vse ustrezne podlage in način administriranja. Koliko je Ja, iz proračuna okrog 250-260 milijonov v recimo 4 letih. Še Helena. z upokojenci in z vsem tem? Ja. Plus teh 300, ki ste rekla. Ne, to je skupaj, jaz govorim o 300, to se pravi 250-260 proračun, plus to govorimo zdaj po izračunih današnjih, ali pa če hočete po teh cenah, a ne treba vedeti, ko delaš projekcije zdravstvene blagajne do leta 2022, a ne, da je treba upoštevati tudi druge makroekonomske okvire, jaz govorim zdaj samo o neto izplenu ali o neto efektu tega zakona. Jasno pa je, a ne, da finančni načrt blagajne upošteva, če večje zaposleno še druge prihodke in prispevke. To teh 300 milijonov je na celotno vsoto, ki jo zdaj zdravstvo zbere, tako z obveznim zavarovanjem kot z dopolnilnim zavarovanjem. Potem še
še na to bo po naslednjih 5 letih še 300 milijonov. To je zdaj dodatni denar, ki ga dajemo v sistem. Za proračun bo pa koliko potem to pomenilo dodatnih stroškov? 250, 260 po sedanjih. Potem počrto pluse, ne? Tako, o neto efektu, ja, če govorimo, ja. Mene zanima glede dajatve, ko ste omenili, Ne, oprostite, da sem razumeli. Ne, neto efekt na blagajno je plus 300 milijonov prihodkov. Sam treba je pogledati, ker razbremenjuje, v enem delu razbremenjujemo odhodke zdravstvene blagajne, ker jih bo proračun plačal, v enem delu pa dobimo dodatne prihodke, ne? Ja, pa bo pa še zmeraj bremenilo proračun tisto, kar... Ja, seveda. Glejte, ker to bi bilo normalno. Ne, ni res. Mi smo edina država v EU, razen Hrvaška, se mi zdi, da ima tam, ki da samo 3% vseh zdravstvenih izdatkov za zdravstvo. Recimo iz proračuna. Avstrija recimo da 31%, ne? Zato so lahko tudi prispevne stopnje drugačne. Ampak s tem bomo zagotovili. Delež proračuna bo prišel zdaj na 7% v strukturi. Ampak tukaj treba upoštevati, da je časovna dinamika. Jaz govorim, na današnji sistem je dodatno 300 milijonov. glede dejatve, če lahko samo poveste, rekli ste, da bo glede na to, kakšni so dohodki državljana, ne bo šlo samo na plače, ampak tudi na ostale dohodke, ne? Kako jih boste zajemali, na kakšen način boste prihajali do teh podatkov in pač to upoštevati? To je dogovorjeno s Fursom, vi veste, da oni tako dobijo kontrolne podatke, a ne bruto dohodki, ki se zmeljajo v dohodnini, to so v bistvu vsi aktivni dohodki, potem pa imajo seveda podatke tudi o pasivnih, najemnine, dividende, kapitalske dobičke in tako naprej. In to se bo v te razrede? Tako, to bo se za vsakega posameznika naredila osnova in potem bo na osnovi te oseba razporejena v posamezni razred. Hvala. Lahko še glede upokojencev? Ja, Rekli ste, da mora ZZZS narediti neko specifikacijo vsega, kar plačuje in narediti nek pregled. Nekaj Ok, se bom povedala pol. Ja, Ne vem, a mislite program, register storitev, ki zdravstvenik ga danes nimamo. Ne, rekli ste, da rabijo narediti tehnične specifikacije stvari, ki jih plačujejo. Standarde vgradnih materialov in Nekaj pripomočkov. podobnega se poskuša na ravni zavoda in na ravni države narediti že približno več kot 10 let. In kot trdijo vpleteni, so bile bolnice vedno zelo nepripravljene pošiljati podatke, kaj uporabljajo, koliko plačujejo. To ste zdaj naložili za ZZS, kako boste dosegali, da bojo dejansko tisti, ki imajo vhodne podatke, te podatke posredovali naprej, ker to je bilo poskušano in na nacionalni ravni in za vsako bolnišnico posebej. Vedno neuspešno. Ja, ampak zdaj so narejeni bistveni premiki. Zdaj bom začela, mogoče 2 besedi v skupnih javnih naročilih. Do konca meseca januarja bo na zavodu, z Združenju javnozdravstvenih zavodov vzpostavljen portal, kjer bo na vpogled vse nabavne cene za vse materiale in medicinske pripomočke po posameznih javnih zavodih. To moram reči, da raven danes mislim, da imajo interni sestank. Res je, da v preteklosti ni bilo te volje ali pa zdaj, ne vem, tudi z mojim posredovanjem ali pa če hočete pritiskom se v glavnem podatki so že zbrani, gre za 80.000 artiklov v višini 300 milijonov evrov. Tako da bo vpogled za vse po kakšnih nabavnih cenah. In še druga zadeva, Ministrstvo za zdravje, kot veste, že v preteklosti za 13 bolnišnic samo izvedlo na skupno javno naročilo za zdravila, kjer smo uspeli realizirati 20% prihranek, zdaj pa skupaj z MJU že zelo dolgo časa teče skupno javno naročilo za ostale materijale in za zdravila. Res je, da se pritožujejo revizije, zaradi tega ima ta projekt zamik že, mislim, do okrog 500 dni, če se ne motim, ali vendar bo prišlo do konca, kjer bo tudi na e-portalu vidne vse nabavne cene zdravil
in ostalih materialov. Tako da tukaj se delajo bistveni premiki, da se bo lahko, bi rekla, videli kako. In pa še nekaj, poslali smo tudi v preteklem letu več priporočil in navodil, katere metode javnih naročil naj uporabljajo zavodi, ker je bistvena razlika. En okvirni program je, to je ena možnost, ki daje naročniku možnost, da se v bistvu vsako leto, vsake pol leta pogaja za nižjo ceno. Tako da tukaj se, bi rekla, so narejeni veliki koraki naprej. Ja, in to vse so menda že. Moj zadnji podatek je, ker je bil rok 12. december, da so do takrat že posredovali vse podatke, zdaj pa urejajo register, ker veste kaj, ni enostavno šifrirati, zaradi tega, da govorimo o istovrstnih materialih, recimo. Ten je različen od drugega stenta, ne? In marsikdaj se to zamenjuje zavestno ali ne, in tudi določene strokovne skupine že pripravljajo tehnične standarde. Ker samo nekaj, če še dovolite, gledajte, jaz sem že večkrat povedala, ko smo urgentne centre delali in smo se na ministrstvu, bi rekla, zavzeli in naredili za opremo, za 7 urgentnih centrov, ko smo tehnične standarde naredili, smo prihranili več kot 30% od prvotnih cen. Namesto 8,9 milijona evrov smo to isto opremo, ko smo po enote dobili za 5,6 milijona. Zato me zanima, ali ta ukrep prinaša tudi kakršenkoli prihranek, ker poenotenje in omejitev, ne vem, na 1000 igel, ne na več na 10 000, absolutno prinaša. Ali ta ukrep prinaša kakršenkoli prihranek? Da, moram povedati, da mi smo naredili tudi cel nabor ukrepov, ki jih že izvajamo, pa jih bomo tudi v bodoče, ki bodo povečali učinkovitost in poslovanja zavodov in, če hočete, boljšo porabo sredstev. In skupna javna naročila so ena od teh. Hvala, ministrica. Milena, še kako vprašanje? Ja, moram reči, da prej je takšna zmeda nastala, da jaz pravzaprav nisem razumela, koliko pride denarja v javno blagajno in točno z katerega vira. Jaz bi prosila, če ne dobimo tega napisno, da bi to le ponovili, če pa dobimo napisno, pa ni treba. Imam pa še eno posebno vprašanje, če bo zdaj že počasi konec. Ali vi, ministrica, podpirate Sušlja za generalnega direktorja ZZZS? Vprašanje se nanašajo trenutno samo na nov. Glejte, jaz... Glejte, jaz vedno sem rekla, da podpiram strokovne direktorje s kompetencami in tisti, ki so pripravljeni in sodelujejo z ministrstvom. Ker glejte, ne moremo imeti situacijo, da je, ne vem, vlada, država odgovorna za izvajanje storitev, pravic ljudi, a ne, da pa je denar, ki se zbere avtonomno, recimo, a ne, je pa odgovornost nekje druge. To mora iti z roko v roki, a ne, zato, da bomo res lahko čim bolje izkoristili ta denar. In to je tako mnenje tudi to. Še zadnje vprašanje tam. Gospa ministrica Tomaž Bratuš Planet, kazenska ovadba zoper Tomaža Gantarja, za kakšne nepravilnosti gre tukaj in pa on pravi, da gre pravzaprav za nagajanje, maščevanje zaradi stalnih kritik. Glejte, jaz sem kot ministrica odgovorna v prvi vrsti za zakonito poslovanje. Ko smo mi pripravljeni, veste, zakon o zdravstveni dejavnosti, spremembe smo pač ugotovljali, mimogrede, to je ugotovilo tudi Računsko sodišče, ki je podrobno pregledovalo tudi ta del koncesij, številne nepravilnosti, tudi nezakonitosti. In moja naloga je, če to ugotovim, da vsi tisti, ki so pač nezakonito delali, dam, bi rekla, posredujem nasprej ustreznim organom v nadaljnjo obravnavo z vso dokumentacijo. Vlada nadaljne predstavitve reforme pa zveni maščevanje nagajanje. Glejte, o tem jaz ne vem, jaz sem to storila lani. In to je bil zadeva, ki je bilo obvestilo v paketu z vsemi dokumenti po mandatih, tako kot so delovali ministri. Najlepša hvala, ministrica, in še res zadnje vprašanje. Ja, naš profesor, Planet TV. Poglejte, vi ste govorili o tem plačevanju dopolnilnega zavarovanja, ne?
kaj vse se bo upoštevalo. Jaz imam pa da sem na brzino naredil en primer. Imamo nekega Slovenca, ko ima povprečno slovensko plačo, 400 evrov kredita, enega otroka v osnovni šoli, enega otroka v vrtcu, za katerega plačuje 150 evrov, je lastnik stanovanja po Gursu ocenjenega na 80 000, pa ima avto za 2500 evrov. Koliko bo plačal dopolnilnega, pa kaj vse se bo pri tem plačilu upoštevalo? Poglejte, danes je dopolnilno zavarovanje enako, da vsi plačamo enako višino premije, ne glede na naš dohodkovni status, razen tistih, bi rekla, socialno šibkih, kjer seveda plačuje proračun oziroma Ministrstvo za zdravje. Dohodki pač so dohodki, ki se evidentirajo vsi, a ne? Zdaj, osebno pa zadeva je, če je nekdo zadolžen, a ne? To se bi rekla tudi pri obdavčitvi take situacije glede davka ne upoštevajo, ne? Bojo pa plačevali vsi tisti, ki so v teh nižjih dohodkovnih razredih manj, ne, kakor pa je recimo zdaj ta premija dopolnilnega. Me zanima za tak primer, ko sem ga... Ja, glejte, ne vem, koliko ima bruto dohodkov, ali ima dividende, ali jih nima, ama ni vjemne. Ja, če je na povprečni plači, sem povedala, da je to tam med 25-27 evrov. Najlepša hvala. Nadaljujemo z drugim delom o čakalnih dobah, zato se zahvaljujem vsem ministrici in vsem sogovornikom. Ja, no, ok. Vabim na oder državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Sandro Tušar, da spregovori o stanju čakalnih dob. Izvolite, Sandra. Naj opozarja, da poveš, koliko denarja bo letos prišlo, če se ti zdi primerno. To bom bolj, ko boš ti povedala. Okay. Lep pozdrav vsem skupaj. O čakalnih dobah smo se že mnogokrat pogovarjali in tudi zagotovo ste vsi izmed vas tudi veliko pisali in poročali o njih. Na začetku povem, da vsi bolniki oziroma zavarovanci, katerih stanje je tako, da zahteva takojšnjo zdravstveno obravnavo, v Sloveniji tako obravnavo tudi dobijo takoj oziroma v 24 urah. Čakalne dobe za nenujne elektivne posege pa so realnost tudi v bistveno bolj bogatih državah, tako da to, da čakalnih dob v Sloveniji ne bi bilo, ni realno pričakovati. Se pa trudimo in bomo na tem delali tudi naprej, da ne bi bilo nedopustno dolgih čakalnih dob. V lanskem letu je Vlada Republike Slovenije namenila dodatnih 7,9 milijonov za izbrane zdravstvene storitve, plus dodaten denar za vse prve specialistične preglede. Realizacija lanskega enkratnega dodatnega programa je 3613 posegov, kar je približno 90% realizacija. Veste, da je bil v ta dodatni program, so bile vključene koronarografije, EMG posegi, operacije na hrbtenicah, artroplastike kolena, operacije rame, posegi na perifernem ožilju, operacije dimeljskih kil pri odraslih in pa tudi še operacije zaradi rakov sečil. Najbolj učinkovit program v lanskem letu je bil enkratni dodatni program koronarografij. V splošnem dogovoru lani oziroma v aneks smo zapisali, da so koronarografije plačane po realizaciji, skratka, da so plačane vse brez zgornje omejitve. Znižala se je tako čakalna doba, nižje je skupno število čakajočih in tudi število čakajočih na dopustno čakalno dobo. Na dan 1.7.2016 je nad dopustno čakalno dobo na omenjeno preiskavo oziroma poseg čakalo 526 pacientov, na dan 1.1.2017 jih nad dopustno čakalno dobo čaka 103.
povprečna čakalna doba se je zmanjšala iz 296 dni na 146. Ali smo s tem zadovoljni? To ni ciljna številka, želimo si nižjo številko, kajti gre za resno zdravstveno stanje in na tem bomo delali naprej tudi v letošnjem letu. Morate vedeti, da smo s tem programom lani začeli šele v drugi polovici leta. Tudi realizacija pri vseh, ki so sodelovali, je bila različna. Moram pohvaliti tukaj recimo Splošno bolnišnico Celje, ki je realizirala praktično vse posege, za katere so kandidirali, nekateri izmed sodelujočih pa so bili pri tem nekoliko manj uspešni. Razlogi pa so različni, med drugim tudi zdravniška stavka. Skoraj pri vseh izvajalcih se je za programe, ki so bili vključeni v enkratni dodatni program, skrajšala čakalna doba. Iz tega lahko sklepamo, da vsak program, ki smo ga naslovili, skratka na vseh programih smo dosegli uspeh in zato bomo nadaljevali. To bom povedala tudi v nadaljevanju. Še posebej bi rada izpostavila področje revmatologije. Kot sem že večkrat predstavila ministrica, smo se z izvajalci dogovorili, da vsak od specialistov naredi 2 dodatni ambulanti na mesec in lahko rečem, da rezultati so. Na 1.7.2016 je bilo skupno število čakajočih nad dopustno čakalno dobo 3433, na 1.1.2017 je teh 2379, to se pravi 1054 manj in tudi čakalna doba povprečna se je skrajšala iz 445 dni na 356. Ne, nismo zadovoljni s tem rezultatom, je pa definitivno viden in nadaljevali bomo letos naprej. Zdaj bi vam pa rada predstavila še, kako smo si zamislili ta enkratni dodatni program v letu 2017. Nad dopustno čakalno dobo na 1.1.2017 čaka več kot 40 000 pacientov. S tem načrtovanim dodatnim programom bomo naslovili 33 000 pacientov, praktično vse, ki čakajo nedopustno dolgo in tako na specialistične ambulantne preglede, kjer bodo plačani vsi prvi pregledi plus preseženo število točk za 15%, potem plačani bodo praktično brez omejitve tudi diagnostične preiskave, tako kot je lani veljalo za magnetno resonanco, bo v letošnjem letu veljalo tudi za CT, rentgenske preiskave, ultrazvoke, na katere so čakalne dobe dolge in jasno se je lani pokazalo, da ko so izvajalci oktobra, novembra dosegli 100% realizacijo programa, so se čakalne dobe podaljšale. Tako da letos se bomo temu izognili. Poleg lanskih operacijskih posegov bomo vključili še dodatne posege, tako da cilj je, da na koncu leta 2017 praktično za resna obolenja ni več pacientov, ki čakajo nedopustno dolgo. Toliko v uvodu, bom pa z veseljem odgovarjala tudi na vprašanje, če boste želeli. Več kot 20 milijonov. Urška, prosim. Dodatni posegi bodo pa klinični posegi iz ORL področja, potem operacija na prebavnem sistemu, poleg dimeljskih tudi operacija žolčnih kamnov, kjer registriramo naraščanje čakalne dobe, potem klinični posegi na kardiovaskularnem sistemu, poleg koronarne angiografije in PTCA tudi bodo plačani vsi posegi na perifernem ožilju v celoti. Poleg artroplastike kolena bomo letos vključili tudi artroplastike kolka, operacije na hrbtenici bomo nadaljevali, dodali bomo tudi terapevtske artroskopije. Nekaj več denarja bomo namenili tudi operacijam krčnih žil in hallux valgusov.
Kost. Kole palc štrli. Najlepša hvala. Vprašanje, še kako vprašanje? Mogoče še kaj o sistemskem reševanju. Več kot 20 milijonov. Iz proračuna ali bo to iz zdravstvene blagajne? To bo pa zdaj ministrica odgovorila, ker jo že ves čas spodbujamo, da pove, koliko bo v letošnjem letu že več denarja. Glejte, ker pač seveda ta zakon, ki smo ga prej predstavili, ne bo imel še finančnih pozitivnih učinkov na zdravstveno blagajno, je moj dogovor z ministrico za finance tudi v tem kontekstu skrajševanja čakalnih dob in ker v blagajni ni dodatnega denarja na voljo za te potrebe, je dogovorjeno, da bo ta enkratni posebni program za skrajševanje prekomernih čakalnih dob zagotovljen tako, da bomo z spremembo zakona po nujnem postopku, verjetno v zdravniški službi, zagotovili denar, da bojo finance plačale pripravništvo, s tem razbremenile zdravstveno blagajno za ta ustrezen znesek in bo potem blagajna lahko plačala te storitve. Zakaj tako? Zaradi tega seveda, ker ne moremo zdravstvenih storitev plačevati direktno iz proračuna glede na naš sistem. To je ta enkraten program, moramo pa povedati, pa lahko o tem Sandra nadaljuje, mi intenzivno delamo tudi na sistemskih rešitvah, ker veste, to so, da temu tako rečem, gasilni ukrepi glede na zatečeno stanje, je pa treba sistemsko k temu pristopati. Tukaj bo pa poseben torej projekt, enoleten predvidoma in sloni na to, kar smo se pogajali s sindikati, gre pa za to, da bomo uvedli variabilno nagrajevanje, tako na primarju kot na sekundarju, največ v višini 20% in sicer variabilni del za preseganje planov normativov do 10, seveda po zelo določenih specifičnih kriterijih, ki jih delajo delovne skupine strokovnjakov zelo podrobno, enako tudi potem variabilni del na osnovi kakovosti in skrajševanja čakalnih dob. Poskusno ali testno bomo to preverili verjetno na 2 bolnišnicah in na zdravstvenih domovih, preden bomo šli to v ta celovit projekt. Za denar, za, bom rekla, to preverjanje mini zdravstvene reforme učinkovitosti v Sloveniji, pa bo zagotovljen s posebnim zakonom, tudi to smo se z Matejo dogovorili, o enkratnem odkupu terjatev Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer je tam približno 80 milijonov od 130 aktivnega dolga in bo s posebnim zakonom proračun z diskontom odkupu te terjatve. Ampak to bo enkratni ukrep zaradi tega, da v bistvu leto 2017 naredimo pomembne premike v teh čakalnih dobah. To bo pa sledilo v drugi polovici leta. Hvala. Milena, še kako vprašanje? Vemo, da je zdaj postavljen program skrajševanja čakalnih dob, se pravi lansko leto. Kdaj se bo začel tale novi program? Kdaj bodo začeli operirati in vse to delo, kar ste našteli? Začeli bojo operirati verjetno v februarju. Mi namreč želimo vključiti vse to že v splošni dogovor, vendar splošnega dogovora ne moremo narediti prej, preden ima zavod poročila o lanskoletni realizaciji, ker je to osnova za program dalje. Tako da približno sredini februarja ali vsaj koncem februarja bi pa lahko začeli. Jaz sem pa danes obljubila program na vladi, pa bo do konca januarja. Absolutno. Kako? Sistemski bo že letos ali ta sistemski ukrep skrajševanja, s temi 80 milijonov? Ja, bi rekla, ja, zdaj gledajte, 80 je masa, zdaj bomo videli, kakšen bo diskont, ampak teku naj bi od druge polovice leta naprej. Čim bomo uspeli zelo doreči te kriterije in pa, da bomo tudi poskusno prej preverili v 2 regijskih bolnišnicah, kako to funkcionira in vsaj enem ali pa 2 zdravstvenem
domu, a ne? Ker bojo potem tudi sistemske rešitve, kakor veste, mi zagovarjamo tudi, da uvedemo oziroma imamo v bistvu že izhodišča pripravljena za poseben zakon o upravljanju in vodenju v javno-zdravstvenih zavodih, ki bi potem vključeval vse te elemente. Ker brez tega ne bo učinkovitejšega zdravstva. Mene prav to bruto nagrajevanje zanima. To pomeni bruto nagrajevanje za preseganje načrtov bolnišnice, direktorja, zdravnikov, ki so to operirali, to je nagrajeni, če doseže načrt. Vseh timov, ki bojo sodelovali v tem projektu skrajševanja čakalnih dob. Kakšen znesek lahko dobijo maksimalno? 20%. 20%. Zdaj mu poznami plače. Če bodo seveda dosegli vse kriterije, kar pa ni tako enostavno, Tako. ker mi seveda želimo spodbujati in več dela in tudi kakovostnejše delo. A ne? Nekdo, ki izpolni vseh 20 kriterijev, ima Bo. 20% Tako. višjo bruto plačo. Tako. Ja. Najlepša hvala. Kolektivni pogodbi tudi? A bo to zdaj v tej kolektivni, ki se s Fidesom pogajate, ali je to zunaj tega? To bo zaenkrat mišljeno kot poseben projekt. Enkraten. Samo Se v pogajamo. dveh bolnišnicah. Ne. Tam bomo samo testirali kriterije. Drugač pa cel sistem, a ne, Najlepša ker drugače hvala. nima smisla, no bomo dosegli ciljev. Ministrici in državni Dosti je. sekretarki. Zaključujemo današnjo tiskovno konferenco. Hvala in nek dan. Hvala.